Trening za nogice, part 2. Hitro postavimo pravila, ponovno izvajamo trening s superseti, 45 sekund izvajamo vsako vajo brez vmesnih pavz in se pomaknimo kar našemu prvemu supersetu. Torej, prva vaja, ki bo sledila v tem, bo enonožni počep oziroma split squat. Noge postavimo eno za drugo, torej dokaj fiksna pozicija nog, pazimo, da ne stojimo na brvi, v vsaki roki imamo ročko, ki bo z dlanmi obrnjena proti nam. Ko spuščamo proti tlom, pokrčimo zadnje koleno, prav tako prednje, spustimo oziroma potopimo medenico proti tlom, počasi spuščamo, pri tem seveda pazimo na vzravnano držo telesa, torej vzravnano hrbtenico, napete trebušne mišice. Ramena bomo vlekli malenkost nazaj, ko bomo spuščali, bomo napravili globok vdih in izdih, ko dvignemo gor. Po končani vaji bomo samo zamenjali noge in isto vajo nadaljevali še z drugo stranjo. Torej, zadnja noga bo ves čas ostajala peta dvigana, medtem ko bo prednje stopalo ves čas čvrsto pritrjeno na tleh. Torej, resno potisnete počasi medenico proti tlom ter z prednjim stopalom potisnete težo nazaj proti stropu. Pazimo, da ne potiskamo nazaj ali preveč naprej, samo navzgor in počasi spust dol. Evo, pred nami je že naslednja vaja, ki jo bomo tako izvajali za vsako stran posebej, torej ta superset bo nekoliko daljši. Postavimo ročke na stran, ležemo na bok, spodnja noga ostaja ves čas iztegnjena, medtem ko zgornjo preložimo preko. Kot opažate, je pri tej vaji zelo malenkosten gib, vendar ne podcenjujte vaje, kajti sama po sebi kar zahteva nekaj napora, kajti dvig stopala oziroma dvig iztegnjene noge proti stropu je prekopat lahek. Počasi spuščate, pri tej vaji lahko seveda tudi ležete neposredno na bok, tako da roka ostaja iztegnjena naprej. Sedaj pa, če si želite malce izziva, pa tudi lahko tako. Evo, še malo, pa bomo lahko kar zamenjali stran in enako ponovili še z drugo nogo. Spet, spodnja noga ostaja ves čas iztegnjena, medtem ko zgornja počiva preko in vam nudi v bistvu oporo, da je čim manj premikanja v trebušnem delu ter v preostalem delu telesa. Vaja res ni enostavna, zahteva, kot vidite, tudi jaz se kar mučim, torej počasen spust in dvig proti stropu. Torej vdih, ko spuščate, položite nogo na podlago in izdih, ko potegnete nogo nazaj proti stropu. Telo ostaja ves čas vzravnano, torej napete trebušne mišice in seveda vzravnana hrbtenica. Samo še malo in superset A je končan. Sedaj sledi 60-sekundni premor, ta čas pa seveda izkoristite za požirek vode, stresite nogice, nogice bodo še krepko delale v nadaljevanju in se bomo pripravili kar za naš naslednji superset, ki sledi kmalu. Evo, pred nami je že izpisan superset B. Poznani vaji, ki smo jih izvajali že v preteklem našem trening programu. Torej, sumo počep ter obratna žabica. Pred nami se bo sicer izrisala vaja sumo počepa, torej pograbimo ročke. Stopala bomo pri tej vaji postavili v širši razkorak. Stopala bomo malenkost obrnili navzven, tako da bomo oblikovali kot neke vrste trapez. Pri spustu bomo seveda pazili, da kolena potiskamo navzven, ročke potujejo naravnost navzdol, medenico seveda potopimo čim bolj globoko. Pri tem ohranjamo vzravnano hrbtenico, napete trebušne mišice, ramena vlečemo nazaj. Ko spuščamo medenico proti tlom, vdih, ko pa potegnemo nazaj gor, pa izdih. Pri dvigu seveda potiskamo težo na celotna stopala, da ne bo pritiska preveč na prste, kajti takrat bodo bolela kolena. Evo,
Pred nami se je že pokazala naslednja vaja in to je obratna žabica. Hitro pograbimo stol, si ga pripravimo, na površino roba naslonimo lepo kolčne kosti, noge ostajajo ves čas pokrčene, trebušne tudi prav tako pritiskamo lepo na površino stola, taboreja, kar imate na razpolago. Pri tem, ko pa dvignete, pa fajn stisnite zadnjico. Seveda, dihanje poteka lepo skladno z vajo, vdih, ko spuščamo, in izdih, ko potegnemo medenico oziroma stopala proti stropu ter stisnemo zadnjico. Torej, vdih, ko spuščamo, in izdih, ko potegnemo stopala proti stropu. Vajo izvajate lepo umirjeno ter kontrolirano. Malo še in naša obratna žabica oziroma reverse frog bo tudi končana. Evo, sedaj sledi 60-sekundna pavza. Spet razgibajte ude, napravite požirek vode, kajti pred nami se bo tudi počasi že odvrtel superset C, torej tretji zapovrstjo. Evo, pred nami je že superset C, torej hip thrust na eni nogi ter good morning, torej dobro jutro sede. Pri tej vaji, pri obeh dveh vajah bomo seveda potrebovali stol, klopco, tabure, karkoli imate na razpolago. Sedaj boste videli izris že naše prve vaje, torej hip thrust na eni nogi in se kar v bistvu z lopaticami lepo naslonimo na pregib, torej lopatice bodo v naši poziciji tako, da bomo lahko tvorili kot neko vrsto gugalnico, ramena naslonimo nazaj, pri tem pa pazimo, da bodo kolena, ko potisnemo medenico proti stropu, ves čas pokrčena in da bo med tem tvorjen kot 90 stopinj. Počasi spuščamo globok vdih in izdih, ko potegnemo nazaj gor. In zelo fino stisnemo zadnjico. Drža ostaja ves čas ravnana, trebušne lepo napete, težo potiskamo na stopalo ter vlečemo proti sebi. Evo, še malo in lahko odložimo in zamenjamo nogo ter enako ponovimo še z drugo stranjo. Pazimo, da res medenica lepo potuje oziroma hrbet lepo potuje počasi dole, torej kot vidite, se nikakor ne upogne hrbtenica, ampak lepo potuje cela hrbtenica dol in potem nazaj dvig. Torej hinge oziroma pregib je samo v medenici. Stopalo, ki ostaja dvigeno, ves čas ostaja nad tlemi, torej ko se približamo k tlom, se približamo, vendar ne odložimo. Pri tem pazimo globok vdih in izdih, ko stisnemo ritko proti stropu gor. Evo, še malo, pa se bomo lahko kar sedli na naš stolček. Pri tem bomo še pograbili utež, si jo naslonili na hrbet. Stopala predlagam, da postavite malenkost širše, saj ta pregib v medenici zahteva malenkost več prostora. Pazimo, da je hrbtenica ves čas zravnana, trebušne napete, saj si ne želimo, da bi se nam zgodil pukeljček na hrbtu, torej da bi bil samo upogib oziroma tako rekoč samo grbica, ki bi se ustvarila, ampak počasi celo telo nagibamo naprej ter stisnemo trebušne mišice ter potegnemo nazaj gor. Vajo izvajate počasi, kontrolirano, torej globok vdih, ko spustimo in izdih, ko potegnemo nazaj gor. Torej samo čutimo rit, ko prigibamo naprej in nazaj. Evo, superset C je končan, sedaj sledi 60-sekundna pavza. Spet napravi požirek vode, dvigni se iz stolčka gor ter se počasi bomo lahko pripravili še za naš zadnji superset v tem krogu, ki sledi v nadaljevanju. Evo, še naš zadnji superset pod številko 4 oziroma D. Pri tem se bomo lahko kar pomaknili na blazino, torej uležemo z
obrazom obrnjeni na blazino, roke pokrčimo, z stopali bomo pograbili eno ročko, tako kot vidite na prezentaciji. Sedaj pa lahko pri tej vaji vam lahko pomaga nekdo, da vam ročko nastavi na stopala. Pri vaji pa seveda pazimo, da medenične oziroma kolčne kosti ves čas pritiskamo na podlago, tudi ko spuščamo in ko dvignemo gor. Torej vdih, ko spustimo, in izdih, ko potegnemo ročko proti sebi gor. Tako da bi se hoteli brcniti v rit. Počasi spuščamo, pazimo, da je telo ves čas pod kontrolo, fokusiramo se na izvajanje vaje. Evo, še malo, pa se bomo lahko kar dvignili in pripravili za našo naslednjo vajo, in to bo brca nazaj na vseh 4. Ročko si pri tem položite na pregib. Nekoliko nerodno se bo na začetku zdela vaja, ampak lepo dvignete, potisnete stopalo oziroma pete proti stropu, koliko gre. Pri tem pa stisnite ritko, ko potegnete gor. Seveda pazimo na vzravnano hrbtenico, napete trebušne mišice, da je čim manj zibanja, ter da je prigib spet ponovno samo v medenici, počasen spust in izdih, ko potegnemo proti stropu. Samo še malo. Po pisku bomo samo ročko prestavili na drugi prigib kolena ter nadaljevali z istim vzorcem gibanja. Torej vdih, ko spustimo, in izdih, ko potegnemo peto proti stropu. Res stisnite ritko, ko potegnete gor, stisnite trebušne mišice, hrbtenica pa pri tem naj ostaja lepo zravnana. Težo lepo razporedite na obe dve roki, da ne bo potem preveč pritiska na eno dlan ali drugo dlan. Torej počasen spust in izdih, potek spet proti stropu. Kot vedno, nikar se ne zagnati v vajo, lepo jo izvajati počasi, štejejo dobre, pravilne ponovitve. Evo, še malo. In konec. Sedaj sledi 60-sekundni premor, po potrebi si lahko seveda vzameš tudi malenkost več. Napravi požirek vode, stresi ude. Sedaj pa je tvoja naloga, da si video zavrtiš tolikokrat, kot zahteva tvoj program.